Mestna občina Kranj se v letu 2023 ponaša z nazivom Evropska destinacija odličnosti in je že od lani v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, ki si prizadevajo, da bodo do leta 2030 ogljično nevtralna in kot takšna tudi vzor za ostale. Kranj je v letu 2023 pridobil platinasti znak, najvišji v zeleni shemi slovenskega turizma. Infocenter SOS Proteus, ki obiskovalce izobražuje o človeški ribici in pomenu ohranjanja virov podzemne vode, je globalna organizacija Green Destinations oktobra 2023 uvrstila med 100 najbolj trajnostnih zgodb na svetu. Prvo leto drugega mandata in v to leto smo stopili s polnimi jadri. Med najbolj udarnimi občinskimi projekti v letu je prav gotovo pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo javne komunalne infrastrukture v poslovni coni Hrastje in pa za rekonstrukcijo ceste od naselja Hrastje pa do glavne ceste Kranj-Šenčur. Gre za največji investicijski razvojni projekt občine Kranj v zadnjih desetletjih. V javnih zavodih mestne občine Kranj se namesto vozil na fosilna goriva vse bolj uporabljajo električna. Vse skozi se postavljajo nove e-polnilnice za osebna vozila in avtobuse. Po mestu in okolici so na voljo parkirna mesta za souporabo električnih vozil. Po starem mestnem jedru brezplačno vozi električni minibus Kranjvaj. Mestna občina Kranj skozi vse leto tudi subvencionira javni prevoz. Prebivalci in obiskovalci Kranja se lahko za 1 evro vozijo in prestopajo med mestnimi avtobusi ves dan. Medtem ko so vozovnice za upokojence, invalide in nekatere druge skupine ljudi brezplačne. Od maja letos po Kranju vozijo 4 električni avtobusi, kmalu jih bo 8. Kranj povezuje 73 km kolesarskih površin, ki bodo še rastla. Širijo enega največjih elektrificiranih sistemov za izposojo koles v Sloveniji, kar s kolesom. Na voljo je že 30 postajališč. Novo parkirišče na Zlatem polju, prvo parkirišče Park and Ride, parkiraj in prestopi na Gorenjskem, je namenjeno predvsem dnevnim uporabnikom, ki prihajajo v Kranj v službo ali šolo, s parkirišča pa lahko pot nadaljujejo na trajnosten način. Pričujoči projekt Park and Ride, ki ga vidimo za nami, je prvi kranjski mestni projekt infrastrukturne narave, ki je bil nadgrajen še s socialnim delom, s prostorom za druženje, ki bo dvignil in razširil možnosti kvalitetnega bivanja v soseski zraven mestne vpadnice. Nova parkirna mesta za osebna vozila in motorje ter e-polnilnica so ob Savski cesti. Na Partizanski cesti pa je novo parkirišče za avtodome. Veliko je povpraševanje po brezplačnih prevozih za starejše in invalide, ki jih mestna občina Kranj omogoča preko projekta Prostofer. Upravičenim uporabnikom je na voljo brezplačen prevoz z električnimi avtomobili do zdravstvenega doma, lekarne ali dnevnega centra za starejše. Med investicijami na področju šolstva izstopa gradnja in opremljanje prizidka na osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj z novo telovadnico, 6 nadzidanimi učilnicami, večnamenskim prostorom in zunanjim igriščem. Nove pridobitve so začeli uporabljati v tem šolskem letu. Letos nadaljujejo z energetskimi sanacijami in sicer na osnovni šoli Simona Jenka Kranj, osnovni šoli Orehe Kranj, podružnični šoli Mavčiče, v vrtcih Čebelica, Čira Čara, Čenča in v Mavčičah. Letošnje leto je bila naša šola deležna energetske sanacije. To pomeni, da smo dobili nova okna, nova vrata, novo razsvetljavo, novo ogrevanje in pa seveda tudi fasado. Vse to bo definitivno doprineslo k boljšim pogojem dela, tako za otroke kot tudi zaposlene. V teku je obnova mosta čez Savo. Dela se bodo podaljšala zaradi posledic avgustovske ujme.
Pešcem in kolesarjem je most na voljo za uporabo od konca novembra. Za motoriziran promet pa ga bodo odprli predvidoma spomladi. V vmesnem času bo Mestna občina Kranj dodatno sanirala še podvoz pri Iskri. Na prioritetnem seznamu investicij za leto 2024 je urejanje mostu pri nekdanji Planiki. Kako nujno potrebna je sanacija mostu, je potrdila avgustovska ujma. Visok vodotok deroče Save je skupaj z naplavinami poškodoval betonski plašč kanalizacijske cevi. Za nov most že imamo gradbeno dovoljenje, potrebujemo pa denarno pomoč države z naslova preprečevanja škode na javni infrastrukturi za čimprejšnjo realizacijo projekta. Le tako se bomo izognili odtekanju fekalne vode v Savo, kar se lahko zgodi že v podobni situaciji, kot je bila v zadnjih poplavah. V Mestni občini Kranj pozdravljajo in spodbujajo iniciativo zasebnih investitorjev pri gradnjih novih stanovanj. Na lokaciji nekdanje mlekarne se je pričela gradnja soseske Kranjska Iskrica, zemeljska dela potekajo za sosesko Dolnov na Zlatem polju, soseska ob Savi pa je v načrtu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Stražišče bo prihodnje leto dobilo 66 novih stanovanj, od tega 30 oskrbovanih. V Kranju tako uresničujejo cilj zgraditi 1000 novih stanovanj v 2 mandatih. Za mano gradbišče, zaključek projekta do 26. Spomladi si želimo pridobiti uporabno dovoljenje ter stanovanja prodati kupcem. Velika zahvala gre županu Mestne občine Kranj, gospodu Rakovcu in njegovi ekipi, ki so nam strokovno stali ob strani ob razvoju projekta, ter tako ustvarjali pozitivno in varno okolje. Prav tako so v 2 mandatih nameravali v občini zasaditi 1000 dreves. Z letošnjo jesenjo so to številko že presegli. Svojo trajnostno zgodbo ozelenjevanja mesta pa bodo še nadaljevali. Vzpostavili so nove zelene površine, kot je park slovenske himne, na površini 7500 kvadratnih metrov gradijo tudi največji park v mestu, park dr. Janeza Blajvajsa. Mestna občina Kranj je letos v sodelovanju z madžarskim veleposlaništvom v parku La Ciotat odkrila tudi doprsni kip madžarskega pesnika Šandorja Petofija. Po mestu in okolici je prebivalcem in obiskovalcem na voljo 12 pitnikov. V Kranju aktivno vzpostavljajo digitalno platformo Pametni Kranj za podporo storitvam v mestu, zbiranje, obdelavo in predstavitev ključnih podatkov za boljše upravljanje ter kakovost življenja v občini. Kranj je bogatejši za 4 nove urbane ekopametne klopi. V Mestni občini Kranj, ki se ponaša s certifikatom Srcu prijazna občina, imajo v bazi približno 50 defibrilatorjev. Letos so nadaljevali z nabavo 6 dragocenih naprav, ki rešujejo življenje ob srčnem zastoju. Že 3. leto izvajajo participativni proračun. Občanom je omogočeno neposredno sodelovanje s predlogi za izboljšave v krajevnih skupnostih, v katerih živijo. Prek tega uspešno realizirajo številne manjše projekte, ki so krajanom pomembni. Med njimi so preplastitve cest, obnove otroških igrišč, posodobitve športnih objektov. Celotna obnova košarkarskega igrišča je stekla letos poleti in pomeni veliko pridobitev za šolo, tako z vidika varnostnega vidika, da smo staro asfaltno površino, ki je bila velik rizik, kot tudi z vidika poškodb, zagotovili bolj varne razmere za igranje košarke za naše učence v času pouka. Seveda se pa zavedamo, da je tudi velika pridobitev za vse okoliške prebivalce, za otroke v času popoldanskega preživljanja prostega časa, da pridejo sem, se družijo, igrajo košarko in so manj na zaslonih. Tole igrišče je zakon. Vsak dan pridemo s prijatelji in se imamo fajn. A ne, da fantje? Ja! Poleg participativnega proračuna pa krajevne skupnosti prek svojih predstavnikov tudi izberejo projekte, ki jih Mestna občina Kranj izvede. Temu je namenjen del proračunskih sredstev.
V Letencah se je tako uredila cestna infrastruktura, na Golniku se posodablja športni park. Na Golniku je približno 1100 prebivalcev. Želimo si v sodelovanju s krajevno skupnostjo in mestno občino Kranj urediti igrišče, tako kot je bilo nekoč, za druženje, za športne aktivnosti in podobno. Tekaške prireditve so v Kranju postale stalnica. Udeležuje se jih vedno več tekačev. Eden takšnih je tek za Kranj, memorial Vincenza Draxlerja, ki ga spremlja tudi pohod. We started 23 years ago with the first memorial run, and I'm really happy to see, looking behind me, all these young people, young adults who are very encouraged to run, share their life today with us, the happy life, to also participate in this very good idea of Fondacja Vincenza Draxlerja to help people, young people, children to come to a better life after, for example, having any kind of addiction. And I look forward to almost then a quarter of a century in 2 years to be back here and to again see the prospering event. Dogodek Leta Up Slovenija je uradna prireditev za rekreativne kolesarje pod okriljem prestižne blagovne znamke Tour de France. Gostitelj izvedbe Leta Up Slovenija je mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za turizem in kulturo Kranj. Je edinstvena priložnost za nov osebnostni kolesarski izziv in pravo turistično avanturo po cestah zelene in razgibane Gorenjske. Letos smo prvič pripravili dan mednarodnega povezovanja Kranja, ki bo postal stalnica. Gostili smo pobratena in prijateljska mesta. Organizirali konferenco Think Green, Go Sustainable oziroma Misli zeleno, deluj trajnostno. Udeležili so se predstavniki 11 držav in povrh vsega Kranj sta obiskali delegaciji pobratenih mest iz ZDA, Colorado Springsa in kitajske Zhangjiakoua, katerim smo obisk tudi vrnili. Stkali smo vezi, ki odpirajo vrata v svet predvsem na področju izobraževanja, kulture, športa in gospodarstva. Naša jadra ostajajo razprta. Ne bomo se ustavili, nadaljujemo po poti, ki smo se ji zavezali. V Kranju ustvariti okolje, v katerem bo še bolje živeti in delati. Gremo naprej.